Naslednji problem pa so seveda zdaj najbolj aktualni spori med določenimi uporabniki, ki so se povezali v neko alianso in zdaj skupaj pritiskajo in probajo vzpostaviti bojkot avtorskih del. Jaz bi vam rad predstavil trenutno, kakšna je dejansko primerljivost tarif s sosednjimi državami. Namreč tudi zadaj v gradivu smo vam priložili, kako je Obrtna zbornica svojim članom podala neko primerljivost s tujimi državami in boste videli v gradivu $950 naj bi bila tarifa v Avstriji in zato so dali tudi seveda članek, zakaj naj bi potem slovenski gostinec plačeval 12-krat več. Taka zavajanja oziroma ti dokumenti, ki jih imate tudi priložene, vam lahko jasno pokažejo, da ali ne poznajo dejanskih primerjav s tujimi državami ali pa gre tukaj za namerno zavajanje. Mi vam bomo zdaj pokazali razmerja, primerjava tarif Slovenija, Anglija, Avstrija, Madžarska. To je dejansko pravo razmerje med tarifami. V vašem gradivu smo vam priložili pravilnike iz Avstrije, pravilnike iz Madžarske in pravilnike iz Anglije. Če še nismo, vam še bomo. Madžarske mislim, da ni zdravo. No, dajte prosim poskrbeče za madžarske tarife. In tako je tukaj narejena primerjava za gostilno, namreč gostinci so člani Obrtne zbornice, recimo v Ljubljani. V Sloveniji plača gostilna, ki ima približno do 50 obiskovalcev, to je naša taka tarifa, tle gre lahko od približno 80 do 100 kvadratov gostinski lokal. Uštete so vse aparature in tarifa je v Sloveniji 23%. V Avstriji, pardon, 23 evrov. V Avstriji bi za primerljivo uporabo glasbe, se pravi glasbeni stol in televizija, morali plačati 124 evrov. V Angliji 46 evrov in na Madžarskem v gostinskem lokalu do 24 ure 65 evrov in v tistem lokalu, ki je odprt po 24 uri 90 evrov. Skratka, to kaže, da so naše tarife praktično polovico madžarskih, 30% nižje ali skoraj pol od angleških in približno četrtino avstrijskih tarif. Recimo leta 2000, ko smo delili $500 milijonov, je bilo povprečje prvih 100 avtorjev $700,000 bruto. Potem so 2001 $800,000 bruto, 2002 $600,000 bruto, 2004 $400,000, tle je zadeva zelo padla, ker so se stroški povečali, prihodki so bili praktično nizki. In 2004, ko je nastopil nov upravni odbor, smo že delili $800 milijonov in je bilo $1,100,000 povprečje prvih 100. In potem se je zadeva nekako povečuje in v letu 2006 je bilo povprečje prvih 100 $2 milijona, se pravi 8,000 evrov bruto. To tudi niso taki zneski, od tega je treba odšteti seveda DDV. Če pogledamo, da so se vsi prihodki od leta 2000 do 2006 so se dvignili prihodki oziroma delilna masa se je dvignila za 118%. Ker pa SAZAS upošteva vedno bolj vse svetovne standarde, kar pomeni, da je potrebno upoštevati tudi stroške, ki nastajajo z zaščito, kar pomeni, da določena skladba, če nam prenese 2 centa od radijske postaje, obdelava košta 20 centov, enega vrtenja na taki postaji ne moramo izplačati. Se pravi, SAZAS vedno bolj upošteva ekonomičnost poslovanja, stroške, ki nastajajo z zaščito in to upošteva pri razdeljevanju. In zato vidimo, da so se avtorska nadomestila avtorjem v resnici dvignila za 160%. Delilna masa se je pa dvignila samo za 118%. Ravno zaradi tega, ker smo začeli upoštevati svetovne norme, ki jih moramo upoštevati. Glede na to, da so pa bili očitki tudi, da gre tle za nek elitizem, imamo pa tukaj razpredeljnico narejeno tudi za avtorje, ki so med 400 in 500 mestom po višini izplačila. In recimo 2000 je bilo nadomestilo $83,000. Leta 2006 je bilo za te avtorje povprečno med 400 in 500 mestom po višini izplačila nadomestilo $212,000. Kar pomeni, da so se prihodki avtorjem, ki so med tistimi, ki niso aktivni, ker praktično 800 evrov, to ni nek avtor, ki bi resno prispeval
dvignili za 154 odstotkov. Se pravi, od leta 2000 do 2006 so se prihodki avtorjem dvignili po vsej lestvici vitel. Tistim, ki so med prvim in 100. mestom za 160 odstotkov, tistim, ki so med 100. in 200. mestom za 155 odstotkov, tisti, ki so med 200. in 300. mestom za 163 odstotkov, tisti, ki so med 300. in 400. mestom po višini izplačila za 164 odstotkov in tem med 400. in 500. mestom za 154 odstotkov. Približno vsem so se enako dvignila nadomestila v vseh teh letih. Se pravi, ne gre tle za noben elitizem, kot ga 3-4 prikazujejo.